Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je odgovorno za zagotavljanje strateških usmeritev in izvajanje ukrepov na področju kmetijstva in tako skrbi za njegov razvoj. Vabim vas, da prisluhnete nagovoru ministrice Mateje Čalušić, ki je danes z nami, da nam predstavi aktualne izzive v našem sektorju ter ključne informacije, ki bodo osvetlile trenutne smernice in odločitve na področju kmetijstva in mladih prevzemnikov. Spoštovana ministrica, lepo prosim. Spoštovane mlade prevzemnice, mladi prevzemniki, kmetje, kmetice, predsedniki organizacij in tudi gostitelji in predvsem tudi dragi prijatelji podeželja. Uvodoma ob razmišljanju in ob pogledu tistih poslušalcev, katere sem želela danes nagovoriti na dogodku, na vašem 9. srečanju in na mlade, ki ste se odločili, da svoje življenje posvetite kmetijstvu, sem se najprej vprašala, kaj je tista prva prispodoba in kaj vidim. Vidim prihodnost naše hrane, naše krajine, naše skupnosti. Zavedam se, da odločitev za kmetovanje ni preprosta, poslanstvo, ki zahteva predanost, znanje in predvsem tudi veliko poguma. A hkrati je to ena najplemenitejših poti, ki povezuje naravo, tradicijo in inovacije. Moj pogled kot ministrice odraža tudi pogled samega Ministrstva za kmetijstvo, katero na vsakem koraku je vaš sogovornik in podpornik in tako bi rada, da tudi v prihodnje ostane, pa vendar v uvodnih nagovorih večkrat slišano z občutkom, da je premalo pozornosti, premalo posluha, bi si pa želela, če je temule tako, da ga izboljšamo v prihodnje. Na kakršenkoli način, zato pa imamo zbornico, ki je naš odločen in trden sogovornik, predvsem pa me veseli, da na vrhu zbornice sedi trenutno moj kmetijski kolega, ki ima izkušnje, tako kot je že povedal, kaj pomeni obuti čevlje kmetijskega ministra in ravno iz tega se naslanjam, da bo dialog in iskanje kompromisov k skupnemu cilju, kakšno kmetijstvo si Slovenija želi, zasluži, potrebuje, verjamem, da bomo skupaj temu tudi sledili. Morda za občutek, kaj vse je bilo v preteklosti, pa verjamem, da tudi sami dobro veste, kaj so predhodniki pred menoj storili v spodbudo mladim prevzemnikom pa mladim na podeželju. Se je poseben poudarek mladim kmetom že od leta 2007 pričel s finančno podporo. Od takrat je spodbudo prejelo 4700 mladih prevzemnikov pri zagonu svojih kmetij, med katerimi ste tudi sami. V zadnjih 2 letih se je z dopolnilno dohodkovno podporo omogočila dodatna izplačila na obdelovalno površino, pri investicijah pa mladim se je zagotovilo 20% višja podpora in dodatne točke pri samem izboru. Posebej ponosni smo, da smo vzpostavili finančne instrumente za lažje vlaganje v razvoj kmetij in vpeljali ukrepe za medgeneracijski prenos znanja, ki omogoča hitrejši prevzem kmetij in izmenjavo dragocenih izkušenj. Za vse to pa so bili potrebni tudi pogovori, verjamem, da v preteklosti, ravno s predstavniki mladih kmetov in to je plod našega skupnega dela tudi v preteklih obdobjih. Finančna podpora, verjamem, da ni dovolj, da mladi v kmetijstvu, kar ste tudi že uvodoma povedali, potrebujete znanje, povezovanje in predvsem močno skupnost. Povezovanje, za katerega tudi danes slišim, da vas je paketna zakonodaja pripeljala in me veseli, da je temu tako, da se iščejo enotna stališča skozi različne kmetijske nevladne organizacije.
S programi izmenjave znanj in usposabljanja se omogoča dostop do sodobnih pristopov k upravljanju kmetij, trajnostnega kmetovanja in uporabe novih tehnologij, kar se tudi od vas velikokrat naučimo. In v zadnjem letu se je posebna pozornost namenila tudi psihosocialni podpori, za kar je dodatna podpora izkazana tudi v današnjem dnevu, kar iskreno pozdravljam, da namenjamo veliko pozornosti duševnemu zdravju, ki ga je na žalost nekoliko manj iz leta v leto zaradi vseh izzivov, ki jih imamo v življenju, pa vendar, da namenjate mladi in tudi preko Ministrstva za kmetijstvo in zbornice pozornost tako pomembnemu členu naše družbe. Pomemben mejnik in skupno delo za podporo mladim je akcijski načrt za delo z mladimi kmeti za leto 2024-2030, ki je bil sprejet na vladi in je bil pripravljen skupaj z Zvezo slovenske podeželske mladine ter Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije. Sam načrt vključuje konkretne ukrepe za izboljšanje pogojev kmetovanja, vključno z dostopom do zemljišč, financiranja, usposabljanja in svetovanja. Do zdaj se je mladim kmetom namenilo v skupni višini 131 milijonov evrov za zagon kmetij, v prihodnje si bomo pa prizadevali, da se bodo sredstva povečevala, predvsem pa na prvi strani, na prvem stebru, da se bo interes izkazoval za kmetovanje v čim večjem številu, za kar verjamem, da si bomo tudi vsi skupaj prizadevali. Tako kot je bilo že omenjeno, pred nami so izzivi prihodnosti, pa ne samo na slovenskih tleh. Evropska komisija pripravlja novo strategijo za generacijsko prenovo kmetijstva, to so postavili v ospredje, tako da tukaj naše povezovanje in enotnost vidim kot priložnost tudi ob nastopu in predstavitvi jasnih stališč Slovenije do Evropske komisije v Bruslju, ki bo izboljšala sam dostop do kapitala, znanja in poenostavila administrativne postopke ter omogočila boljše pogoje za mlade prevzemnike. Menim, da tudi izhodišča dokumenta, ki so bila v preteklem tednu objavljene strani Evropske komisije, v bistvu jim Slovenija in slovensko kmetijstvo sledi oziroma morda na nekaterih točkah že celo prehitevamo z vzpostavljanjem problematike kot take, tako da verjamem, da bomo tudi na pogovore, ki ne bodo enostavni, kar lahko potrdijo tudi moji predhodniki, ki so to nalogo že opravljali, pa vendar menim, da bomo dobro pripravljeni. Naša naloga pa je, da strategijo prilagodimo in uresničimo na način, da bo resnično koristna za slovenske kmete, za slovenske mlade kmete. To naj bo tisto vodilo, ki nas bo zaganjalo naprej skozi vse pogovore, morda tudi pogajanja ali pa iskanje skupnih kompromisov, včasih tudi ni enostavno, tako za eno, drugo ali pa tretjo stran, pa verjamem, da ker je skupni cilj jasen, da bo rezultat bistveno boljši. V letošnjem letu bomo objavili 3. razpis za zagonske podpore mladim kmetom, obenem pa pripravljamo za naslednje obdobje skupne kmetijske politike, kjer bo mladim namenjena še večja podpora. Želim si, da bi skupaj resnično gradili kmetijstvo, ki bo povezovalo generacije, spoštovalo tradicijo, ki so nam jo zapustili naši predhodniki in hkrati uvajalo predvsem nove rešitve za trajnostno prihodnost. Morda bi se delno nekoliko dotaknila trenutnih aktualnih tem, to je zakonodaja, ki je bila v zadnjih nekaj tednih v ospredju, tudi v javnosti. Zakonodaja na način mojega prvega leta ministrovanja je nastajala na ministrstvu. Izhodišča so pa bila vsa naša srečanja, posvetovanja, delovne skupine, posvetovalna telesa, teh je kar nekaj na ministrstvu, sestanki, formalni, neformalni, pobude, ki redno prihajajo, tako strani podeželske mladine, zbornice, zadružne zveze, vseh naših partnerjev in skozi problematiko, ki je bila izpostavljena, smo nekako delno želeli se zakonodaje dotakniti,
Prvo vprašanje je bilo, na kakšen način krovni zakon o kmetijstvu, ker so nas čakale tudi določene potrebne spremembe zaradi sprememb evropske zakonodaje in prvi odgovor je bil zelo hitro jasen, da je zakon bil že prevečkrat spremenjen in da je potreben nov zakon. V okviru novega zakona za kmetijstvo smo potem tudi skozi vse nejasnosti v javnosti naredili krajšo analizo, koliko vsebinsko posegamo trenutno v zakon. Pa v tem trenutku kot ministrica zdaj ali to s ponosom ali ne, bi pa res rada želela poudariti, da je to 20% vsebinskih sprememb, to ni revolucija, to ni preobrat v kmetijstvu. Na žalost, iz te pozicije lahko govorim, ampak predvsem s poudarkom, zakaj nov zakon, ker je bil potreben, da se ga pregleda in prečisti na določeni točki in ključna področja, katera smo si jih želeli v zakon umestiti, pa na eni strani morda smo poslušali, da smo to sami počeli, da je zakon spisan od spodaj navzgor, na drugi strani pa veliko kritik prejemamo, da ni vsebine oziroma da ni klasifikacije kmetij še točno jasno določene in tukaj vmes se je znašlo Ministrstvo za kmetijstvo in zato verjamem, da z vsem delom, pogovori, delovnimi skupinami in tudi iz terena, ker imate organizirano mrežo, boste osnovna stališča prevzeli in skozi javno obravnavo, ki je resnično odprta, morda pristop nekoliko drugačen kot do sedaj, je priložnost, da vsebine vključimo v zakonodajo. To je osnovno sporočilo, kjer smo pa tudi mladim namenili posebno pozornost skozi akcijski načrt. Enega sem že omenila, ki v bistvu je že ugledal luč svoje aktivacije in življenja, trenutno veljaven. Na drugi strani akcijski načrt za mlade pa z mojim osnovnim vprašanjem, kaj lahko naredimo za mlade več, kot smo storili v preteklosti, pa tudi takrat smo imeli najboljše namene. Imamo sistem, ki je vzpostavljen, ali lahko ta sistem zoptimiziramo, ga naredimo modernejšega, da dobimo več mladih, ki bi se odločali, ali pa so bili kdaj na mejniku, da bi se odločali za kmetijstvo, pa morda niso imeli priložnosti in možnosti iz katerega drugega zornega kota, pa verjamem, da tudi Zveza podeželske mladine nam bo znala odgovoriti na to vrstna vprašanja. Danes se pogovarjamo o številkah, ki jih beležimo v odstotkih, koliko mladih prevzemnikov imamo. Prevzemnik, ki je imel priložnost in možnost tudi že od mladih nog, da živi na kmetiji. Veliko se je generacijske prenove zgodilo tudi v naši družbi, veliko interesa imamo tudi skozi mlade oči, morda nekdo iz Ljubljane ali pa Maribora, ki bi si želel na podeželje, pa ima drugačne možnosti. To so tista vprašanja, skozi katera boste vabljeni skozi vse debate in delovne skupine, na kakšen način lahko iščemo še boljše rešitve. Kako mlade pripeljati še enostavneje, da pridete do možnosti zakupa kmetijskih zemljišč, kjer je država tista, ki mora biti prvi zgled, kakšna morajo biti kmetijska zemljišča, ki jih lahko dobite v zakup. To so vsa vprašanja, kritike, predlogi, ki smo se tudi skozi preteklo leto velikokrat pogovarjali, poslušali, slišali, rešitev pa sami nikakor ne znamo in ne zmoremo poiskati, pa tudi želela si ne bi, da bi to sami na ministrstvu počeli. Kar se ostale zakonodaje tiče, morda samo se mi zdi ena taka pomembna točka, ki bi jo rada danes še omenila, pa verjamem, da bo potem razprava tudi zelo zanimiva, dokler bom še z vami. Konkretno zakon o kmetijskih zemljiščih, ki se je odprl na osnovi razprav, ki smo jih imeli skozi Svet za kmetijstvo, ker ima tudi podeželska mladina svojega člana in ostale nevladne organizacije. V času nekoliko burnih razprav ob dogajanju z podjetjem Panvita, takrat je bilo kar nekaj vprašanj naslovljenih na nas, kaj lahko država stori še veliko več, da zaščiti slovensko zemljo, kmetijska zemljišča in kaj bomo storili. In ko dobimo to vprašanje, lahko začnemo razmišljati, pa vendar do rešitve, kot sem že povedala, sami ne znamo in niti ni potrebno, da pridemo. Tisti, ki v prvi vrsti kmetujete in se ukvarjate z zakupi kmetijskih zemljišč in tisti izzivi, s katerimi se soočate, je prav, da jih znamo odgovoriti. Takrat smo sklenili skupaj, da si želimo trajno zavarovati kmetijska zemljišča. Zato je bil prvi korak skozi zakon, da to naredimo na državnih kmetijskih zemljiščih.
tistih državnih kmetijskih zemljiščih, kjer ni potencialno katerokoli drugo resorno ministrstvo vključeno v smislu občinskih prostorskih načrtov, državnih prostorskih načrtov, ker vemo, kaj bi se tukaj zgodilo, da v bistvu že v prvem koraku bi naš neuspeh bil zelo jasen. In na ta način si želimo, da bomo kasneje tudi na nivoju lokalnih skupnosti uspeli še veliko več kmetijskih zemljišč zavarovati. Opozorila, da smo jih kar nekaj izgubili, opozorila, koliko imamo v povprečju na prebivalca kmetijskih zemljišč, kjer lahko pridelujemo hrano, to je naša tovarna hrane in od tu je bil osnovni povod, na kakšen način in tudi mislim, da ko je bila osnovna predstavitev zakona, smo tukaj stali še vedno vsi na enakem bregu. Kar se tiče same energetske samooskrbe ali pa fotovoltaike in agrofotovoltaike, vem, da tudi ko ste obravnavali na delovnih skupinah, je bilo še kar nekaj vprašanj in nejasnosti ali pa morda tudi nestrinjanja. Osnovni namen temu je bil, da veliko pobud je prišlo, da si želijo kmetje investirati tisti, ki imajo možnosti tudi v agrofotovoltaiko, ker je to v tujini že precej aktivno in iskali smo načine, s katerimi previdnimi koraki bi to lahko počeli, zato da v odnosu zaščitimo kmetijsko zemljo, katere osnovni namen je pridelava hrane in kjer se lahko zagotovi z strokovnim znanjem in izkušnjami iz tujine preko pilotnih projektov nastavitev tovrstne potencialne agrofotovoltaike. Trenutno samo umeščamo v zakonodajo, naslednji korak so podzakonski akti, s kakšnimi pilotnimi projekti lahko gremo kot država naprej, tako da bi se z zakonom karkoli čez noč zgodilo, da bi bila Slovenija pokrita z sončnimi paneli, tukaj bi pa res rada vas pomirila, pa sem večkrat že to skušala javno obrazložiti. Ostale ključne točke, edino morda zakon o zaščiti živali, vem, da je pritegnil tudi kar nekaj pozornosti, tukaj bo še veliko pogovorov in usklajevanj. Sedaj v tem trenutku, kako sestanki potekajo, ne vem, ali ste bili že aktivni, ampak mislim, da to vas še čaka. Predvsem pa kot zaključek paketne zakonodaje. 7 zakonov se sliši veliko, z 20% spremembo vsebine ni temu tako. V ospredju je kmet, prehranska veriga, ker je vaš ekonomski status in položaj, kar pravite, cel čas izredno nepravičen in to je tisto, kar postavljamo v ospredje. Tudi zakonodaja, ko bo sprejeta, sem prepričana, da se bo izkazalo, da je še marsikatera stvar za popraviti, ampak predvsem sem si želela, da začnemo snovati na zdravih, trdnih temeljih in od tu naprej vse ostale ministre, ki bodo prevzemali resor, da jih pričaka v bistvu kot eno tako inventurno delo, ki smo ga upravili, kar se je nakopičilo skozi desetletja in to je bilo osnovno vodilo. Javna svetovalna služba, ki je razburila ali pa prevzela največ pozornosti, tako kot je bilo povedano, nadaljuje svojo pot skozi razpravo, skozi delovno skupino. Kmet ponovno v ospredju, ker potrebuje javni servis od države in svetovanje neposredno na terenu. Imamo izredno izjemno dobre kmetijske svetovalce in specialiste, pa vendar tako kot na eni in na drugi strani so bila opozorila ali da služba morda ne deluje tako, kot bi morala, ali da so kmetje premalo vključeni v ta sistem, ali se ga ne poslužujejo, ali smo premalo investirali v znanje, strokovna usposabljanja na eni in na drugi strani in to smo želeli skozi nov predlog organizacije spodbuditi. Ne glede na to, da v bistvu je bilo to umaknjeno iz zakonodajnega predloga, se o tem še naprej pogovarjamo strukturno, na kakšen način si želimo optimizirati delovanje tistega javnega prvega stika na terenu, ki ga vi potrebujete in na koncu, ki ga ministrstvo potrebuje za pridobivanje povratnih informacij. Toliko za moje uvodne misli, morda nekoliko predolga, pa vendar sem vseeno začutila, da si vzamem nekaj časa, da osnovna izhodišča predstavim. Na koncu bi pa res rada povedala, da vsa vaša energija, opozarjanja, kot
odločni sogovorniki, ampak vso znanje, ki ga nosite s sabo in srčnost, ki jo imate, je zame tudi kot ministrico za navdih. Nekoliko se smatram, da bi lahko bila še mlada prevzemnica, sedaj počasi zamujam ta vlak. Predvsem pa, kakorkoli že, se vam zahvaljujem, da vztrajate, da se razvijate in da v tem poklicu vidite priložnost za prihodnost in da res vsak dan ne obupate kljub vsem izzivom. Jaz vam želim uspešno srečanje mladih in se veselim vsega nadaljnega sodelovanja z vami. Hvala lepa.